pa cilj današnje okrogle mize je, da smo dobili kompatibilne sogovornike, kateri bojo tudi dali svoj doprinos tej naši strategiji, ali nam potrdili našo usmeritev, ki smo jo zastavili, ki smo jo danes nakazali, seveda z primerjavo dobrih praks iz Avstrije, s primerjavo dobrih praks od znotraj in od zunaj, se pravi v sami občini Celje, v regiji in na državnem nivoju, kakšne ukrepe druge občine nudijo, kaj je možno, kaj je zmožno in kaj ni možno, kaj je zmožno v Avstriji, to smo danes predstavili. Pozvali smo te sogovornike, ki so bili kompetentni sogovorniki in vesel sem, da so se udeležili danes te okrogle mize in seveda jih pozvali, da bojo tudi v nadaljevanju do oktobra, ko teče ta razprava, ko bo odprta strategija, da bojo doprinesli z svojimi idejami in svojimi mislimi, da jo bomo lahko dopolnili ali pa reširili. Moram reči, da že na hodniku tu so bili pozitivni odzivi in so me vprašali, Peter, kje pa lahko, kako pa lahko, mi sodelujemo, kako se lahko vključimo in seveda sem jih napotil na mojo strokovno sodelavko. In seveda sam osebno se bom posvetil dobrim idejam in bom vse naredil, da jih bom vključil v strategijo za dobrobit celjskega gospodarstva in nasploh prijaznega okolja, da bomo ustvarili prijazno okolje za investicije v mestni občini Celje. Mislim, da v takem številu pa na takšnem nivoju ne bo potrebno, ker smo že zdaj kar dosti zbrali smo nabor ukrepov, zbrali smo vsebine, katere bi naj spodbujali, zbrali smo predloge, napravili smo ankete, napravili smo primerjalne posnetek stanja v Avstriji, kako oni, tako da mislim, da z nekim okroglim mizim ne bomo nadaljevali, bomo pa delali v ozki skupini strategije, to je 9-članska strategija, v kateri smo predsednik zbornice in se strani mestne občine, vodja sektorja za gospodarstvo, oddelek za okolje in seveda širše delovne skupine, ki nas je 30, tu pa mislim, da bo še potrebno, da se bomo sestali enkrat, dvakrat ali pa trikrat. To strategijo mi pišemo, gospodarsko strategijo, tako me je prej župan opozoril, ker sem pozabil dodati gospodarska. Strategija je seveda širša, ki pokriva socialo, šolstvo, zdravstvo, etc. zadev. Mi bomo odgovorni ali pa mi želimo pripraviti dobro gospodarsko strategijo. Tu nam je mestna občina zaupala ta projekt, da ga sooblikujemo in da ga pripravimo. In jaz mislim, da bo ta strategija uspešna in da bo tudi zagledala luč sveta v 2014, 2015, 2016. Predvsem tu računam na evropska sredstva, evropsko finančno perspektivo 2014-2020 in seveda tudi sredstva mestne občine in tisto, kar je v pristojnosti in zmožnosti lokalne skupnosti, kar je zmožnost po zakonu daje. Tako sem prej tudi pozval gospod Koleša, da bo treba tudi zakone spremeniti. Ko prideš do uradnika, pa ti reče, to je pa zakon, jaz pravim, nima telefonske. Zakon smo ljudje, politiki, ki ga spreminjajo v državnem zboru, v državnem svetu, na lokalnem, regijskem nivoju in je treba pa zakon obrniti in ga pripraviti, narediti prijaznega in narediti prijazno okolje za investicije. Tako na lokalnem nivoju, tako na regijskem in tako na državnem nivoju. Ja, te šume sem izpostavljal, zato ker sem v zadnjih 2-3 letih dosti deloval na nivoju obrtne zbornice Slovenije, v sestankih z razno resornimi ministri, našim gospodarskim, prometnim, finančnim, pravosodje in tako je prejle bila negativna gospa Preskarjeva, direktorica celjskih sejmov, pridemo do dopisov, do zapisnikov, odstop naprej pa zelo težko. Kljub temu, da mi predstavljamo, recimo jaz sem podpredsednik slovenskih avtoprevoznikov tudi in da vedno z Andrejem Klobasom predstavljamo problematiko, vedno upozarjamo na problematiko, pridemo do ministrov, seveda se dogovorimo, ampak v zadnjih 5 letih so se nam tudi vlade tako hitro menjavale, da nismo imeli sogovornikov. In tu pravi komunikacijski šum, vodim še kak državni projekt in vidim, kako se delovne skupine menjujejo ljudje. In pridejo in niso drugega ne obvestijo, zakaj grejo recimo za neko delovno skupino in ne vejo, po kaj so prišli. Ni pretoka informacij. Vidim v samih službah na ministrstvih in vidim med ministrstvih, da ni tega pretoka. In če bi informacije tekle, bi gospodarstvo ni dosti manj problemov, kot jih ima. Zato sem tu opozarjal, ker je na vseh nivojih. Je tudi mogoče v družini igraj komunikacijski šum, na zbornici, v lokalni skupnosti.
Če te šume odpravlja zelo z lahkoto komuniciraš in si uspešen. Če imaš šume, je delo onemogočeno. Ja, prvo si obetam od strategije res dober strateški dokument, kateri bi lahko jutri zagledal luč sveta, kateri bo res tak, da bo ustvarjal pogoje za razvoj gospodarstva. To je prvo, da bo dober, da bo razumevajoč in da bo zelo kratek. Da ne bo spet ta strategija ena od mnogih, ki je ostala v ladjico zaprašena, ampak da bo tudi podprta se strani lokalne skupnosti, to, ko sem danes na koncu tudi prosil, ker so bili med nami tudi svetniki, politiki, predstavniki političnih opcij, da se v oktobru to tudi potrdi in seveda v naslednjem letu, da zagotovimo v proračun tudi sredstva, ker lahko imamo čudoviti projekt, čudovite ideje, da nam ga banka ne financira. Nismo banko prepričali, da je ta projekt tisti, ko bo pil vodo, tako bo naredil dodano vrednost. Mi ne bomo nič naredili, ker ne bomo denarja dobili. Tako, če ne bomo tu v lokalne skupnosti, lokalna skupnost ne bo namenila neko vsoto denarja, je ta strategija nična in naš dvoletni del brezpredmetni. Jaz verjamem, da to bo, jaz verjamem, da bo tudi svoj delček premaknila država in seveda veliko pričakujemo druge finančne evropske perspektive 14-20, da bomo večji del z Evrope vlekli denarja in da bomo imeli tisti naš proračun, da bo recimo v 10-15% sofinanciran. Na to računam, zdaj ne vem, jaz sem večni optimist celo življenje in mislim, da se bo vsaj delček tega uresničili, realizirali, ali pa vsaj 50% tistega, ko moj kolega Benjamin povedal, predsednik Slovenskega gospodarskega združenja iz Avstrije, kako pa oni tam servisirajo, pa kako imajo oni ustvarjajo pogoje za razvoj gospodarstva, da so prijazni do okolja, da so prijazni do podjetnikov in če v 50% v naslednjih 5 letih to prinesemo v Slovenijo, seveda bo to naš triumf. Mogoče je to vzorčna strategija, mogoče je to strategija, kot sem se prej pohecal, lahko tudi na regijo prenesemo. Mislim, da je zelo dobra in da jo bo regija zelo rada skopirala, ker je tu ogromno dela vloženo. In seveda naprej na nacionalni, na državni nivo, ki država piše svoje resolucije pa strategije, sam mislim, da jih dosti ni realizirano.